Se upravičujem za zamudo. Promet je bil grozen. Kaj že tu pišem? Torej, s čim se ukvarjate zadnje čase? Spremljam stvari tu in tam. Kako bi komentirali to, kar se je zgodilo 2 leti nazaj? Kaj pa se je zgodilo? Kritika Edvarda Rovšika na vašo zadnjo knjigo Evkaliptus. Lahko kar preberem. Po uspehu prvenca Aleksandra Goljača smo vsi težko pričakovali njegovo znanstveno-fantastično delo roman Evkaliptus, kot ga je naslovil. Goljač pa je na veliko razočaranje marsikaterega bralca pustil hladnega. Vprašamo se lahko, ali je Goljač resnično pisatelj z navdihom, ali se mu je nemara pri prvem romanu le nasmehnila sreča. Dovolj je, razumem. Kako bi komentirali kritiko? Prodaja vaših knjig se je drastično zmanjšala, izdali pa niste ničesar več. Mislite, da se lahko po takšnem padcu sploh še vrnete v pisateljske vode? Ne želim odgovarjati. Nekatere založbe pravijo, da ste propadli pisatelj. Kako se odzovete na takšne obtožbe? Se sploh ne odzovem. Kaj pa Edvard Rovšik? Tudi on je pisatelj. Mislite, da je takšno kritiko izdal, ker je v vas videl konkurenco? Je res tako pomemben? No, trenutno je najbolj prodajan pisatelj in najbolj spoštovan kritik. Dovolj je, tega intervjuja je konec. Se počutite ogroženo? Imate sploh še kaj avtoritete v slovenskem pisatelju? Obstaja milijon vprašanj, ki bi me lahko vprašali, vendar se oklepate le te vedarije. Če bom še kdaj napisal knjigo, bom napisal o njej. To si zapišite v intervju. Hej. Hej. Kako si? Speva na čaj. Ne moramo stati dolgo, sem zmenjena na pijačo z Anjo. Anja? Ja, vse veš, moja najboljša prijateljica že od otroštva. Anja. Prost, sem bil zmeden. Jaz se poznam, sem po njenem indijanskem imenu Ledena lisica. Lej, ni njena krivda, da te je zalotila, kako si šel na večerjo s sodelavko. Ja, ker je projekt uspel, sem šel s sodelavko na večerjo. Ubij me, Bog! In tega ne poveš svoji punci. Oprostite, ker vas nisem obveščal svoji deti in kdo je bil zraven. Adej, ne da se mi več o tem. Itak so tukaj zaradi drugih stvari. Ja, da mi boš končno nehal težiti. Že 3 mesece imaš moje stvari. In zato me je treba klicati vsak dan. Vrn mi in ne bom te več klical. No, glej, kaj so tvoje stvari, izvoli. Hvala! Klobuki iz absolventa, beretka iz vojske, Barcelona, Tolstoj. No, pak, fajn dopust. Ja, res je. Razen tiska so se 3 ure kregala zaradi tega, ker nisem zaprl Coca-Cola. Si malomaren človek in dol ti visi za vse. No Eva, hvala ti, da si mi pa nesla moje stvari. Kdo te pa čaka tam pred vrati? Miha. Tvoj fan iz službe. Moj prijatelj iz službe. Prijatelj, ja. Je gej? Ne, ni gej. Ja, ker moški pa ženske smo lahko prijatelji, brez da mi nekaj zahtevali v zameno. On ni tak. Ja, ni tak, ja. Veš, kaj sem se vedno sprašoval, kam šel tisti tvoji mehni torbici? Po moje, poleg denarnice in ključev in takih stvari imaš tudi jajčkov takih tipov. Lega, kakaj kuža, ki stoji tam pred vrati. Najlepša ti hvala, da tako dobro skrbiš za moje socialno življenje. Sama pač ne bi zmogla. Ne moraš. Vedno si bil tak. Hvala. Drugače sem pa slišala, da si začel hoditi na swing. Res je. Ker sva bila skupaj, nisi imel nikoli časa, ne? Zdaj, samski in že si tam, valjda, da sam zaradi žensk. Itak, da sem zaradi žensk, prijem, kaj jih postavim v vrsto in vse požgem. Jebi se. Jebi se tudi ti. No, Eva, hvala, da si mi pa nesla moje stvari.
upam, da se še kdaj vidiva. Zakaj, kam greš? Ja, na operacijo grem. Na kakšno operacijo? Na operacijo... Na kakšno operacijo greš, Primož, daj nehi? Na operacijo zmanjšanja penisa, Eva. Ja, spet to. Ker je preveč, Eva. Ja. Je breme in dar obenem. No, vso srečo na operaciji. Hvala, Eva. No, čau. Ajde. So ti sledili? A še zmeraj tako paranoičen? In to z dobrim razlogom. Po vsem tem času, ko si izginila brez sledi, kar naenkrat pokliče sredi noči, da me moraš nujno videti. Vse vem, kaj se je zgodilo. Bežanje in vse to, ampak vseeno. Lahko bi pustila vse sporočil. Nisem prišla bujati spominov. Slugo potrebujem. Nič se ni spremenil. Prideš, ko nekaj potrebuješ in pa ponovno izgineš. Če sem že tukaj, lahko saj izvem, zakaj se gre. Tako kot ponavad. Bom dolgovezila o zadnjem podvigu in večni upokojitvi, ampak mislim, da bi ti nekaj denarja prav prišlo. Tudi brez tvojega keša bom preživel. Zdaj živim pošteno in tako mislim nadaljevati. Ja, sem slišala. Pisal si se na faks. Najboljši. Vem, kaj sem bil, ampak s tem sem opravil. A res kaj? Adeno. Adrenalin boš zamenil za 8-urni delavnik. Nore zabave, neskončen luksus. Za neko garanje v službi, za potem neko mizerno plačo. Potem pa žena in 2 otroka. Zvečer pa kartanje z dolgočasnimi sodelavci. A res si to želiš? Za zmer? Nenehno bežanje, droge, nezaupanje, osamljenost, dvom. Ja, to bom zamenjal. Brez težav. Vidiš to? Oče mi ga je dal, preden je umrl. Takrat sem mogel že bežati. V zadnjem trenutku sem prišel k njemu. Na njegovi smrtni postelji sem obljubil, da bom končal s tem življenjem. Vrnil se je. Nemogoče. Ve, kje si in kdo si. Poslal me je, da ti povem, da ima nalogo zate. Če ne boš naredil, bo prišel osebno. Kaj vam lahko prinesem? Med in čaj. Vedem. In dvojni viski. Takoj. Evo, izvolite. Mi lahko že zdaj poročunaš? Ja, seveda. 7,30 €, prosim.
Hannah, I know with the dark